4. mesto v sestavljanju Rubikove kocke na svetovnem prvenstvu v Bangkoku, z katerega ste se pred kratkim vrnili. Opišite nam doživetje, kako je bilo v Bangkoku. Bilo je super, to je bilo enkratno doživetje. Tekmovanje, ki je potekalo v Bangkoku, mi bo zavedno ostalo v spominu. Zbralo se nas je okrog 300 tekmovalcev z 35 držav, tako da bilo je super, vzdušje enkratno, organizacija odlična, tako da super je bilo. Tudi 4. mesto, moj rezultat, zelo zadovoljen njim, tako da je bilo odlično. Tekmovanje poteka v več kategorijah, kocke so različne z več ali manj polji, vmes pa so tudi takšne, ki niso ravno kockaste oblike. Ja, res je, sestavlja se kocke od 2x2 dimenzije do 7x7, to na tekmovanjih, potem pa razne piramide, kocke oziroma uganke, mehanske uganke z več polji, recimo Megaminx, to kasneje bil 4., 12 polji, osnovna ploskev, 5-kotnik, na to pa še več kategorij različnih, kako lahko rešuješ 3x3 kocko, recimo z eno roko na slepo, z nogami in da poskušaš rešiti 3x3 kocko v čim manj potezah. Katera kategorija je po vašem najtežja? Najtežja, ne vem, ne bi znal opredeliti, samo verjetno 4x4 oziroma 5x5 na slepo, to je edino, kar še ne znam. Ko človek zna rešiti, sestaviti eno kocko, je toliko lažje za preostalimi, se za tem skriva kakšna posebna tehnika? Dejansko je res to, da kako znaš 3x3, je to osnova za vse ostale kocke. Tako da, če znaš 3x3, ti je veliko lažje se potem naučiti recimo 4x4 kocko ali pa Megaminx, če pa ne bi znal, pa je to toliko težje. Vendar vsekakor vsak začne z 3x3 kocko, pa potem nadgrajuje. Kdaj ste se vi pričeli ukvarjati s tem, lahko rečemo, morda športom? Težko bi rekli, da šport je pa nekako miselni šport. Začel sem se ukvarjati 2 leti pa pol nazaj, predlani, marca. Takrat sem začel z 3x3 kocko, potem sem dobil 4x4, potem se samo stopnjevalo, zdaj imam že dosti kock doma. Sprva sem reševal zgolj ljubiteljsko, zdaj pa težim k čim večjemu napredku, da bi sestavil kocko čim hitreje. Kdo vas je navdušil, zakaj ste pričeli s tem, vam je bilo med poukom morda dolg čas? Ni bilo to, ampak že ata je dolgo časa reševal to doma, sem tam malo probaval, me ni tako navdušil, ampak me je zgolj samo zanimalo in nisem imel želje, da bi se naučil. Pred 2 letoma pa pol približno pa je en sošolec prinesel v šolo kocko, nekaj sošolcev se je naučilo, pa sem si rekel, da bi se jaz tudi lahko naučil kocko sestaviti. Na to pa sem vedno začel hitreje sestavljati in sem hotel postati čim boljši. To narediš. Potem spodaj narediš križ, jaz v tem primeru ga že imam, poravnaš te robove, potem pa še samo kote na pravo mesto spraviš. To je čisto začetniška metoda, katero jaz več ne uporabljam, ker enostavno vzame preveč časa, da bi dosegel rezultate, ki bi konkurirali najboljšim na svetu. Kako je, kaj s tem področjem v Sloveniji, že obstajajo kakšni klubi, združenja? Pred 1 letom se je ustanovilo društvo, ki se ukvarja z sestavljanjem Rubikove kocke in ostalih mehanskih ugank, se počasi razvija, je pa svetovna organizacija World Cube Association, kjer so organizirane tekme na svetovni ravni. Pod to organizacijo World Cube Association je bilo tudi svetovno prvenstvo. Morda za konec še vaši načrti za prihodnost. Dejali ste, da je svetovno tekmovanje šele čez 2 leti. Ja, za naprej želim vse discipline, torej vse oblike kock, pa na vse načine priti med najboljših 500 na svetu. Večinoma sem že, nekatere še moram malo izboljšati. Na to pa tudi čim boljši rezultat v Megaminxu, trenutno imam 6. najboljši rezultat na svetu. Do 3. mesta gotovo, potem pa mogoče še naprej.